Pozdravljeni, smo v živo z redakcije Financ. Spremljate nas lahko preko Facebook Moje Finance, Facebook Finance in www.finance.si. Moje ime je Marja Milič, sem urednica revije Moje Finance in danes bomo obdelali zelo vročo temo, in sicer koliko stane otrok. To je bila tudi naslovna tema revije Moje Finance, aprilske številke. Mimogrede lahko naročite na www.mojefinance.si. Z malo sreče pa lahko danes osvojite tudi letno naročnino na revijo Moje Finance. Podelili bomo 5. Dobite naročnino tako, da nam posredujete svoje vprašanje v komentarju spodaj. O tem, koliko stane otroci, se bomo danes pogovarjali z gospo Majo Benko, je strokovnjakinja za dolgoročno varčevanje pri Adriatic Sloveniki. Gremo kar takoj k bistvu, ne? Vi ste mama 2 otrok, ste se kdaj vprašali, koliko vas olajšajo finančno? Ja, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Jaz sem mama 2 otrok, sem tudi nekoliko obremenjena številkami, že profesionalno, pa tudi sicer, ne. Pa kljub temu zelo, ali pa praktično nikoli na otroka ne pomislim preko stroškovne cifre ali preko neke etikete, koliko me moja 2 otroka stane. Glede tega sem po moje čisto tipična mama, ne. Za otroke načeloma starši damo ali pa hočemo dati praktično vse, ne. Več jaz si vsekakor za moja 2 želim, da ali jima pa hočem privoščiti več kot sebe, ne. Tule načeloma imam tudi srečo, da nista Bog ve kaj zahtevna v zvezi s tem, čeprav je tudi tu treba uporabiti kakšne iznajdljivosti, ne. Drugače pa jaz, otrok stane, ne, otrok, družina stane, življenje stane, treba otroka nahraniti, ga dati v šolo, v vrtec, konec koncev tudi avto mora voziti, ko odraste. Treba ga je pripeljati do ene samostojnosti in tule je dejansko naloga nas staršev, da jim pri tem pomagamo in načeloma tudi sfinanciramo, da do tega pride. No, ravno to, vse, kar ste zdaj naštela, smo tudi mi upoštevali pri našem izračunu. Ugotovili smo na koncu, ko smo sešteli vse številke, da nas otrok stane 184.000 evrov. Številka je precej vrtoglava, še bolj vrtoglavo se bo slišalo, ko povem, da otrok, drugorojenec, skupaj s prvorojencem staneta skupaj 260.000 evrov. To je približno toliko, kot je vrednost 3-sobnega stanovanja danes v Ljubljani, ne? Kaj si vi mislite o tej številki, 184.000 evrov? To je res konkretna številka, ne? Ja, jaz, ko sem tole prebrala, sem rekla tako na prvo, ne, manj ne, pa bistveno preveč, ne. Pa začneš brati, malo premišljati tudi o tem dejansko, koliko dejansko zapraviš za otroke, upoštevaš, da ste v izračunih uporabili relativno dolgo obdobje, praktično eno tretjino življenja, do 25 let, ne. Pa na koncu si poveš, ja, pa dejansko to tudi je tako, ne. Gre sicer za neke povprečne številke, načeloma je treba cifro malo z rezervo jemati, ne, ker lahko, da živimo ne vem, je prav od osebne situacije tudi odvisno, koliko bomo si lahko privoščili, tako zase kot za otroka, kot za ne vem, kakšne izjemne dobrine, ne. Bi pa rekla, da predvsem tisti, ki živimo v nekih urbanih okoljih, sploh v mestu, ne, tale primerjava s stanovanjem v Ljubljani je kot primerjava, ne vem, stroški otroka ali pa vzgoja otroka v Ljubljani, pa vzgoja otroka v enem manjšem mestu ali pa na vasi, je tudi verjetno popolnoma drugačna, ne. Tako da je na mestu tudi primerjati ceno stanovanja v nekem okolju, stroške v nekem okolju, pa ceno stanovanja v drugem okolju in stroške tudi za otroke v drugem okolju, ne. Zdaj, 184.000, tako na prvi pogled res zgleda res velika številka. Vendar, če to nekako pretvorimo v mesečne številke, mogoče ne bo tako brutalno se slišali, ne. Vi ste mama 8-letnice in 13-letnika, ne. Se pravi, poglejva primer osnovnošolca, ne. Pride 340 evrov na mesec, medtem ko za dijaka na mesec 590. Vendar moramo vedeti, da so tukaj vključeni vsi stroški, od hrane, obleke, obutve,
aktivnosti, dejavnosti, šola v naravi, športne opreme, do tega res veliko, pa je žepnina, potem so razne kinovstopnice in podobno. Ne? Kaj se pa mislite o te številki, recimo 400 evrov, 350 evrov na mesec? Ja, načeloma je kar realna. Ne? Če tako pomisliš za otroka, za vse te stvari, pa tudi za stanovanje, poleg vsega, ker nekje moraš bivati, ne, dejansko koliko daš. Sploh, če si lahko te stvari tudi privoščiš. Ne? Seveda obstajajo neki zgornji, spodnji limiti, vsekakor moramo gledati tudi na to, da delamo v okviru nekih družinskih proračunov, da ne razmetavamo denar kar tako skozi okno, tudi za otrokane. Je pa nek minimalni strošek vseeno prisoten. Vsekakor tudi v šoli plačujemo malice, kosila, načeloma, kot sem že prej omenjala, v mestih. Ja, kje pa otrok bo, če ne na dejavnosti popoldne? Tudi način življenja se nam spreminja. Mislim, da ste tudi v članku fajn omenjali, da telefoni, tablice, to več ni igrača, ne? To je del življenja, to je način komuniciranja in tega bo vedno več. Ne? Na te stvari se je treba navaditi, prilagoditi in mi kot odgovorni starš tudi plačati konec koncev v tem obdobju, ko so otroci v osnovni šoli, recimo, ne? Zanimivo se mi je zdela tale porast stroškov v osnovnošolskem obdobju, pa pol v srednješolskem. Mislim, da gre za razliko 250 evrov. Ja, približno to. Da je šlo za to. Okay. In pol, kot človek premišljuje, načeloma do 14. leta ali do 15. leta, ko otrok gre v srednjo šolo, ne? Konča osnovno šolo, ne? Imamo načeloma do takrat tudi starši čas, da tudi privarčujemo za tole razliko. Tudi 250 evrov je tako idealen primer za me, ko se ukvarjam s temi nekimi dolgoročnimi varčevanji, pa načrtovanji neke prihodnosti, ne? Ker načeloma v 14-15 letih za, rečemo temu, bistveno nižjih, recimo 50-60 evrov na mesec, pridemo do 4-5 letne štipendije za otroka. Pa rečemo temu družinske štipendije za njega, ne, v srednješolskem obdobju. Pa mogoče tudi še za študijski čas. Ne. Na ta način tudi prerazporedimo tisto potrebo po nekih ali pa družinski budžet na neko malo bolj izravnano raven skozi celotno obdobje odraščanja otroka. Ne. Tako da vsekakor je za razmisliti tudi o tem, kako v različnih življenjskih obdobjih našega otroka zmenedžirati družinske finance. Ja. Da. To je v bistvu del družinskega proračuna, uravnavanje, načrtovanje družinskega proračuna in to dejansko bi mogli vsi početi. Žal, velikokrat ne počnemo. Ne? Tako da, jaz bi še enkrat pozvala vse gledalce, pridružite se nam, pošljite nam vprašanja, tema je zelo vroča, koliko stane otrok. Skratka, dobili smo pa že kar nekaj odzivov naših bralcev. En zelo zanimiv komentar smo dobili od gospe in sicer pravi, starši iz ljubezni ne kalkulirajo. Vendar vse je stvar kalkulacije. Družina je, se popriličuje, mogoče se poslušali brutalno, stvar kalkulacije. Vedno razmišljamo, ko imamo družino, kam na dopust, kakšno stanovanje, koliko veliko stanovanje, kako velik avto, kje bomo kupovali hrano, obleko, vse stalno kalkuliramo. Tudi vi se ukvarjate konstantno s kalkulacijami, verjetno to ni nekaj presenetljivega, ne? Tudi vi doma kalkulirate. Ja, absolutno. Skratka, vsekakor se je treba zavedati, da živimo v enem materialnem svetu. No? Da je pač denar tista stvar, ki nam dobrine, storitve tudi kupuje. In seveda nekoč so pač otroke poslali na dvorišče, so pazili, ne vem, kokoši, kako na njivi delali, danes je življenje popolnoma drugačno. In je treba te stvari tudi predvideti, preračunati in se na njih pripraviti. In pa je v bistvu to, da bomo živeli iz ljubezni, bomo že davno prerasli, iz raka še noben ni preživel. Skratka, hrano je treba kupiti, otroke, kot smo že prej govorili, poslati tudi na neke dejavnosti, jim omogočiti neko
Ma rečemo, tudi ne tisto zgolj osnovno preživetje, pač pa tudi eno lepo življenje. Skratka, tudi ljubezen stane, Da. pač ni zastonj. Tako. Jaz imam zelo veliko stikov z mladimi, ne? In velikokrat slišim izjavo, otroka si ne morem privoščiti. Predvsem v starosti tam od 25 do 30, malo čez že, ne? Zanimivo je tudi spremljati na drugi strani starejše, ki pa pravijo, saj na koncu itak vse poglihna, ne kompliciraj, ne moreš nikoli splanirati, da bo vedno prav, ne. Zanimivo je bil pa tudi komentar ene mamice na Facebooku Moje finance treh otrok. Pravi, če boste razmišljali o ceni, koliko kaj stane, ne boste nikoli nič imeli. Vi ste strokovnjakinja za dolgoročno planiranje. Kako je zdaj s tem? Kaj naj zdaj naredimo mi, ki danes kako razmišljamo, ali ja, ali ne, ali preveč tvegamo, če bomo imeli otroka, ali kar skočimo v bazen? No, evo, to ste lepo rekli. No? Včasih je treba v bazen pa v jamo tudi skočiti. Pa splavati, pa kar bo splavati. No, je pa včasih tudi pametno, no, recimo kakšno jamo na bazen še vidiš, kje je, kako je globok, pa ko je v jamo tudi malo pokukati, svetiti, pa malo ugotoviti, ali je nevarno ali ni, ne, pa malo tudi se pripraviti na to, ne, tako vse skratka po zdravi pameti, no. Jaz, nekdo, ki je star 25-30 let, če se bo odločil, da boš paral naslednjih 20 let, pa pol imel otroke, ja, kar ne morem drugo reči, ta pa otrok nikoli več ne bo mogel imeti, ne. Že zdaj vidimo, da je kar velik problem tudi z dejansko s početjem otroka, ker imamo ženske načeloma otroke precej pozno, ne. Je pa po drugi strani res tudi, da prezgodaj, pa popolnoma brez denarja, pa čisto brez službe, je pa otroka tudi povsem neodgovorno imeti, ne. Tako da si je dejansko treba razmisliti, preučiti možnosti, na koncu se morda vseeno res poglihano, to se zelo da narediti, no, ponavadi, če smo ljudje v nekih stiskah, pa najdemo pa stisnemo rešitev, pa pridemo skozi. Kaj znamo biti optimizirani? Ja. Je pa vseeno smiselno res malo imeti tudi nek finančni vidik za te stvari razmišljati. Ja, statistike kažejo, da je starost žensk ob rojstvu prvega otroka 29 let, moških pa kar 32. Ja, saj sem bila iz teh povprečnih vrednosti. Ja, to je bistveno pozneje, kakor so naši starši recimo rojevali nas, ne, in ta starost se pomika naprej, ne, medicina tudi na koncu vse ne more narediti, ne. Je pa res, da je recimo v obdobju te krize pa po njej, da so mladi težje pridejo do službe, stalne službe niso več davne. Tudi stanovanja, že prej so govorile o ekstremnih stroških nabave nekega stanovanja. To kar ne pade z neba, ne. Tako da je res se mi zdi, da ni najbolj enostavno, se pa konec koncev damo. Saj, če se sprehajamo po ulici, vidimo družine, vidimo, da se da preživeti. Mislim, da tudi v Sloveniji z neko povprečno plačo, če sta oba v nekih, rečemo temu, normalnih službah, ali pa tudi v začasnih SP-jevskih zadevah, ne, pa služita neke povprečne zneske, da v Sloveniji lahko preživiš dobro. Ali pa zelo. Država načeloma tudi spodbuja preko raznih davčnih olajšav, da otroke tudi imamo, no, da imamo starši z otroci, imajo načeloma višje neto plače, imamo otroške dodatke, imamo razne socialne transferje v primerih, ko se kaj hujšega zgodi, ne. Tako da preživeti se da, ne. Načeloma se da tudi relativno dobro živeti z povprečno ali pa nekoliko višjo. Pri tistih z nižjimi plačami je pa treba pač zadeve tudi malo inovativno včasih pogledati, pa prijeti, pa včasih se tudi čemu odpovedati, zato da je to malo.
Mogoče bi samo za sekundo pogledali na Facebook, dobili smo vprašanje Grega Spruk. Kaj vse je vključeno v ta znesek? Meni se zdi kar velik. Ja, kot sva že omenili, številka se zdi na prvi pogled izjemno visoka, 184 000 evrov. Je pa tudi, če pogledamo tabelo, precej ogromna, ne? Lahko pokažem, takole izgleda. Vključeno je vse. Vključeni so hrana, pijača, obleka, obutev, igrače, priboljški, varuške, izdatki za darila, rojstnodnevne zabave, varčevanje, nezgodno zavarovanje. To moramo nujno še obdelati, nezgodno zavarovanje. Šola v naravi, počitnice, šolnine, športno oprema, knjige, aplikacije, telefoni, frizerji, pohištvo. Skratka, seznam je res dolg. Upoštevali smo praktično vse, kar vam pade na pamet, ne? Kar je povezano seveda z otrokom. Recimo, nismo pa upoštevali velikost stanovanja, ne, ki je zelo pomembna, ali pa velikost avtomobila. Ko ti imaš recimo 2 otroka, verjetno se težje spraviš v avto, ne vem, katero znate, naprimer, ne. Ali pa recimo v enosobnem stanovanju ali garsonjeri bo verjetno težje živeti s 4-člansko družino, ne. Tako da teh stroškov za nabavo večjega stanovanja, večjega avtomobila, recimo tukaj nismo vključili, ne. Pa tudi nismo upoštevali recimo strošek elektrike, pa recimo odvoza smeti pa to, ne. To bi se vse dalo preračunati glede na število članov. Zanimiv primer mi je omenila kolegica, je ločena, in ko se je ločevala, je odvetnica svetovala, da ne vse stroške, vključno stroške elektrike, razdelijo na število članov. Tako se je potem tudi določila višina preživnine. Tako da vse te stvari je treba, žal tako je, ne. Otrok, kot smo ugotovili, pač stane. Zdaj lahko zmanjšamo te stroške, je cel kup načinov, ne. Morda lahko tudi to omenimo, kako zmanjšati stroške, recimo, kako vi, recimo, prihranite. Jaz to kar po celi črti prihranjam. No, mi smo začeli že z zibelko, recimo, ne. Mi smo bili ta 5. vrsti, ki smo tisto zibelko uporabljali, je šla pol naprej k sodelavcu, pa k sestrični, prispela nazaj k nam za mlajšo hčer, ne. Oblačila, tudi če sta 2 otroka v družini, načeloma en za drugim. Sploh res dojenčkasti dobi komot porabita, kolesa, smuči, to je vse reusable zadeva, ja. Tako da to se da prihraniti, no. Potem se dotakniti samo še tega obdobja. Zaračunali smo 184 000 evrov smo računali za 25-letno obdobje. To je od rojstva pa vse do 25. leta, do praktično tega, ko pač ne bi otrok šel na svoje, ne. Čeprav statistike kaže, da otroci ostajajo tudi do 30. leta doma, v hotelu mama. Skratka, ampak dejstvo, da mi ne vemo, kaj se bo zgodilo čez 5 ali pa čez 10 let, lahko da bomo hodili na počitnice na Luno, lahko da si bomo s tiskalniki printali svojo hrano. Včasih smo se dobivali pod uro, se spomnite teh časov, ko ni bilo mobitelov, ne. Danes se mali otroci snapchatajo svojih zelo dragih 600 evrov vrednih mobilnih telefonov. Tako da zanimivo vprašanje bi bilo tudi, kako planirati za to, ker ne vemo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, ne. Ja, načeloma se za prihodnost res ne ve, kako bo, ne. Zaradi mene, tudi če bomo, pa si celo želim, da se bomo s kakšnimi letali vozili po mestu. Je pa pri planiranju bodočih stroškov smiselno gledati stvari v današnjem delu. V tem, kakšne so potrebe danes, se bodo potrebe tudi v prihodnje, rečemo temu, ali pa vse določene za podobne stvari, ne. Načeloma tudi to, da bi nekoč rabili ekstremno več denarja za preživetje, pa zato, da se bomo fajn imeli, pa zato, da bomo lahko iz enega ali pa da bomo končali šolo. Ne bomo rabili ne bistveno manj denarja relativno na svoje prihodke danes, ne,
ali pa v prihodnje, ali pa bistveno več denarja. Vseeno živimo, pa če se nam sistem ne bo bistveno spremenil, bomo živeli v nekem ekonomskem okolju, kjer neka ponudba sledi povpraševanju, po povpraševanju. Tisto, kar bi bilo recimo ekstremno drago, enostavno ne bo zaživelo ali pa ne bo živelo v nekem določenem okolju. Tako da si je zelo smiselno zadevo prihodnost zamisliti tako, kot če bi se to dogajalo danes. Recimo jaz, ki imam otroka, recimo, da ga rodim ravnokar, vem, da bom čez 6 let tega otroka peljala v osnovno šolo. Vem, da ga bom čez 15 let peljala v srednjo šolo. Vem, da bo, ali pa vsaj upam, da bo čez 18-19 let prišel na fakulteto. In si te cilje, ali pa da bo avto izpidelo zdaj pri 16, tu se nam je že malce spremenilo. In si te dogodke, pomembne dogodke, nekako dam v družinski plan. Vem približno, koliko danes stane ta stvar. In relativno na moj dohodek bo tudi v tistem obdobju takrat ta stvar stala toliko. Tako da se je teh absolutni zneski so lahko zelo pogosto zavajajoči. Bolj relativno na svoj dohodek, pa če bo šlo vse smutli, pa tekoče, bi naj bilo nekako tako. Pa sproti treba dati. Se pravi, to v bistvu je na nek način preventiva. Pred tem, da nas kakšen res blazen strošek useka in ustavi življenje dobesedno. Načeloma moramo planirati tako neke tekoče mesečne stroške, kot pa tudi tiste res ekstremne dogodke. Recimo, ponavadi, ko delaš plane, je vse lepo, je sonce sije, imamo se vsi radi, otroci grejo z veseljem šolo, nobenega problema, ni drog, ni ničesar. Je to življenje pa pogosto povsem drugačno. To so čiste ravnine, so hribčki, dolinčke, pa tudi točno strmi pac. Pa ne vsak, se pa zgodi. In tule je pol tisto, s čimer se jaz tudi ukvarjam, pa kar se mi zdi, da je tudi izjemnega pomena, ko planiraš neko družinsko prihodnost, je, da pomisliš na te stvari. Ne videti samo rožnate prihodnosti, poglej tudi tako, kaj bi bilo, če bi bilo. Imamo zelo veliko vprašanj na temo varčevanja. Recimo Zavar sprašuje, ali ne začnem varčevati za otrokovo nepremičnino ali šolanje. Zdaj tukaj nimamo točnih podatkov o starosti, ničesar, ampak naprimer za nepremičnino. Ali bi sploh starš kupoval otroku nepremičnino? Meni se to zdi, zakaj pa? Ja, ne vem, meni so pomagali. Če se da, pa dajte pomagati, zakaj pa ne. Je pa res, tako kot smo se prej pogovarjali, cilje si je treba določiti. Najprej se bo otrok šolal, pol bo še nepremičnina. Skratka, imejmo neke dosegljive cilje, plane si postavimo, kako mu bomo pomagali najprej se naučiti, da bo živel, pa se naučili, da bo se v življenju znašel, pa bomo pa, če imamo pa zadost, pa mu pomagamo še, da bo samostojno zaživel. Dobenega, da bi bilo pa to grozljivo ali pa narobe ali pa kakokoli. Marina Grušovnik pa sprašuje, kaj menite o varčevalnem računu od rojstva otroka naprej in kakšen naj bo mesečni polog? Zelo v redu vprašanje. Jaz bi celo rekla, da je za otroka lahko začneš šparati že preden ga imaš. To smo začeli že s tem. Absolutno pa tudi z lastne izkušnje takrat po rojstvu, ker imaš takrat čas, da dejansko z nekimi relativno nizkimi zneski prideš do dosti visokih zneskov za ali štipendijski del, ali za pomoč pri nakupu avta, ali kakorkoli. Skratka, dajmo čim prej začeti. Pač v skladu s svojimi prihodki. Luka Lipar je tudi postavil za zanimivo vprašanje, in sicer teh 84.000 evrov je zgornja meja ali neko povprečje. To je neko povprečje. Moram že zdaj začeti šparati, če bom imel otroke čez 5 let. To je zanimivo, zato ker sem slišala od številnih, par njih omenil, da je ta številka antipropaganda, da antipropaganda zato, da bi imeli otroke. Torej, smiselno je prej šparati. Jaz pa močno upam, da tole ni antipropaganda, ker brez otrok tudi bo družba celotna konec koncev propadla.
padlo. Ne. Mi imamo že sedaj problem, da imamo starejše populacije bistveno več relativno na aktivno mlajšo, kot je bilo nekoč. Imamo problem pokojninske vzdržnosti, imamo problem že obstoječih upokojencev s prenizkimi pokojninami, kaj bo na koncu še z nami. Tako da seveda imamo otroke, to je del življenja, če si jih želimo. Hkrati pa damo poskrbeti, da jih bomo lahko vzdrževali. No, imamo pa še eno zelo zanimivo vprašanje. Antonija Krivec pa pravi, v katero šolo pa hodijo vaši otroci, da vas pride preživeti tako poceni. Ne? Se pravi, to stane samo malica, kosilo in popoldanske aktivnosti, ki so plačljive, pa ostane še za kakšne hlače. Kje pa je še vse ostalo? Govorim za osnovnošolske otroke. To je res, ne. Recimo, lahko jaz na svojem konkretnem primeru povem. Pri nas doma plačamo za oba otroka 200 evrov za malico, kosilo, popoldansko malico, zajtrk, ne. Potem so pa še aktivnosti. Tako da 350-340 evrov, ne, je v bistvu relativno nizka, po moji ceni, vendar dober, zdaj odvisno tudi, kje se nahajaš, ne, ampak je 350 evrov je tista povprečna, ne. Ja, načeloma si predstavljam, da tudi z kakšnimi, ne vem, socialnimi transferji se ti povprečni zneski nekoliko znižajo, ne. Je pa drugače res, če imaš recimo nekoliko višjo plačo, če nisi deležen, ne vem, otroških dodatkov, če živiš v nekem urbanem okolju, kjer je iti na travnik, se igrati skoraj da nemogoče, je pač strošek tudi življenja otroka nekoliko višji, kakor pa... Ja, kot so se prej pogovarjali, v urbanem okolju je višji, kot pa recimo mogoče kje na podeželju, ne. Tako, dobili smo tudi eno vprašanje, in sicer o tem, kako naj si, samo sekundo, to moram pa pogledati, da si otroci pač, da si starši ne morejo privoščiti varčevanja, ker jim pač denar jim starši ne morejo privoščiti varčevanja, denar jim pa odteka pač drugje, ne. In tukaj gospa sprašuje, samo sekunda, kako naj si otroka privoščijo tisti na minimalcu? Ali potem takem ne bi smeli imeti otrok, ker bi bili neodgovorni? Kaj si mislite o tem? Minimalna plača je res nekaj, kar je absolutno minimalnega, ne pomeni pa to, da zaradi tega otrok ne bi imeli. Kot smo že prej rekli, uporabiti je treba tudi malce inovativnosti, izkoristiti to, kar pač v tistem momentu dobimo iz nekih, lahko dobimo iz nekih javnih sredstev, otroški dodatki tule precej pomeni. Če imate še svoje starše, izkoristite njih za kakšno varstvo, kolobarite kot so rekli, z kakšnimi oblačili, sredstvi, z nekimi materialnimi dobrinami. Mislim, da da Sloveniji, kot sem že prej rekla, načeloma se da otroka preživeti. No. Tudi z takšnimi, bom rekla, v Sloveniji nasplošno imamo prenizke dohodke, ne, tako da tudi s temi mizernimi plačami. Preden zaključiva, mislim, da je fajn, da se na koncu tudi pove, da se treba biti odgovoren do svojih otrok in poskrbeti tudi za finančno varnost svojih otrok. Kaj to točno pomeni? Kako zaščititi pred raznimi, dogajajo se žal, tragičnimi dogodki, kot so smrt, invalidnost? Ja, nesreča nikdar ne počiva, ne? To je že stari pregovor, ne? In je dejansko tudi res, ne? Razni primeri, tako, ne vem, smrti staršev, kot invalidnosti, bolezni, staršev, otrok, ne? Tega ni tako malo, ne? So ti sicer to ekstremni primeri, vendar so, ne? Mislim, na zavarovalnici se s tem ukvarjamo praktično na dnevni ravni, ne? Tako da za takšne ekstremne dogodke je, se mi zdi, izjemnega pomena, da se jih zavedamo, da vemo, da lahko do njih pride in da jih ustrezno tudi finančno pokrijemo, kar pomeni, da kupimo zavarovanje.
Zakaj zavarovanje? Zato, ker gre res za redke primere in nam tega denarja, če do tega dogodka ne pride, načeloma niti ni treba imeti. Zavarovanje pa pač pokrije finančne izgube v teh ekstremnih dogodkih, recimo smrt starša. Ne samo šok za družino, je tudi pomeni izguba enega prihodka, enega dohodka družinskega, pomeni recimo nezmožnost odplačevanja kredita. Ali bomo obremenili otroke s tem, da se bodo morali ali seliti iz hiše, za katero sta starša najela kredit, ali ker privoščiti odplačila nečesa, kar si preko družine lahko delal, je izjemno težko. Potem invalidnost je razna, recimo invalidnost otrok, se res težko spravimo, sploh premišljevati o takšni situaciji, samo če se pa zgodi, se nam pa življenje obrne na glavo. Če otrok postane invalid, ga je treba negovati, sploh če gre za tiste res hude invalidnosti. Je treba tudi zelo pogosto službo pustiti, biti otrokom doma, ga voziti na razne preglede, na terapije. To se stane, to tudi poleg tega pa ta otrok nima zmožnost ustvariti svoje dohodke, ko odraste. Se pravi, v bistvu je vezan na starša celo življenje. Tukaj bi rada omenila en primer, ki smo ga na mojih financah obdelali, to bi primer mojega kolega Luka Vratiča. On je v 27 letih postal tetraplegik, polomil si je drugovratno vretence. Stroški prilagoditve za življenje novo so bili 115 000 evrov, medtem ko tudi danes, recimo, pač je dela nezmožen, in pač ne more ustvariti svojih dohodkov, tako da to so vse poznane. Gremo pogledati še, imamo vprašanja na Facebooku in sicer Lana sprašuje, kdaj začeti otroka učiti ravnanje z denarjem in kdaj uvesti žepnino? Je kar hitro, čeprav otroci ne razumejo, ko so zelo majhni, kaj to denar je, oni si želijo stvari, oni bi radi bili takšni kot trgovino pride, pa bi imel vse. Jaz sem mogoče tale tudi moj primer, moje hčere, ki smo jih pač v trgovini zelo pogosto tudi rekli, da to se pa ne moramo privoščiti, tega pa ima že dosti, pa ne bomo kupili. In je ta mala se dejansko odločila, da bo to prinesel Božiček, ker je to zastonj. Meni se je na začetku zdelo to zabavno, prvo leto, ok, bo Božiček prinesel, naslednje leto je bilo to že nenormalno, pa si je bilo treba nekaj izmisliti, je bilo treba reči, jaz sem pač malo inovativno nastopila, in sem rekla, da tudi Božiček izstavi položnico, tako da zdaj imamo Božička malo bolj omejenega, otrok razume, da pač stvari stane, da tudi Božiček škrate plača, in evo, pa lahko malo bolj normalno živi. Skratka zgodaj, je treba sproti, ob različnih prilikah je treba otroka opozoriti, da nerazumne stvari, nerazumne meje ne more iti, če se ne vem, kjer izmed tistih 100 najbogatejših je pa, jim pa je tudi treba omogočiti, da tudi malo splavajo, pa tudi včasih, tudi malo preveč zapravi, pa vedo. To se naučijo na lastnih izkušnjah potem, pač včasih jih treba tudi malo po žepu udariti. Ribiti jih je treba naučiti, ne ribuji. Točno to. Mogoče bi tukaj samo še eno, se navezuje na prejšnje vprašanje o tem, kako kdaj imeti otroka, pa kako planirati rojstvo in podobno. To je bilo zelo zanimivo, vaša kolegica je izpostavila, da izbiri vozička namenimo izjemno veliko časa, hodimo po trgovinah, brstimo po spletu, iščemo ta model, oni model in dejansko je voziček na nek način tudi statusni simbol. Zanimivo vprašanje pa je, koliko časa se pa dejansko posvetimo vsem tem pomembnim vprašanjem, kako zavarovati otroka, nezgodno zavarovanje je ključno za otroka, to je edino zavarovanje, ki ga otrok potrebuje, za invalidnost. Potem, kako ga naučiti varčevati, te stvari s tem, koliko se pa s tem ukvarjamo? Ja, po moje oceni bistveno premalo. Slovenci smo sploh cepljeni na to, da tekmujemo med sabo, kjer ima lepšega, boljšega, že tiste sosedova krava, pa jaz pa. Skratka, zelo smo
cepljeni na neko plehkost, bi jaz rekla, pa na zunanje izgled. Te pomembne stvari, ki so pa res pomembne, ki so ključne, pa zelo pogosto pozabimo, ali pa niti nočemo o njih premišljati. Pa se mi zdi, da je to tisto, kar bi res moralo biti en del odgovornega ravnanja vseh staršev, da se pač, da razmislijo tudi o tem, kaj bo, ko bo, če bi bilo, pa da poskrbijo, da bo otrok res odrasel, ne glede na to, kakšni dogodki se ne bodo tudi pripravili. Mogoče čisto tako stanjši za eno primerjavo, velikokrat nam denar uhaja z rok, sploh ne vemo, da nam uhaja, ne. In če v bistvu mi potrošimo 2 evra na dan, zdaj to imam izračun narejen tukaj, če potrošimo 2 evra na dan, ne, v 25 letih to nanese 23.500 evrov z upoštevanjem inflacije v višini 2%. Ne. To govorimo o nepremišljenih porabljenih 2 evrih, to se zelo hitro zgodi. Ne. Kako v bistvu, kako se lotiti, kako v bistvu brzati te svoje finance, pa kako vse to, kako učiti otroke o tem, ne? To so ključne stvari, ki bi jih mogli v bistvu. Absolutno. Pa ne samo skrbeti samo za otrokovo prihodnost, važno je tudi skrbeti za svojo lastno, za pokojnino recimo. Če ne bomo poskrbeli za svojo pokojnino, bo breme finančno padlo na naše otroke. Tako da tudi te stvari so pomembne. Kaj pa recimo svetujete staršem, kako ne poskrbijo tudi zase in da bojo posledično tudi poskrbeli s tem tudi za svoje otroke. No, pa dajmo začeti s tem vašim primerom, teh 2 evrov, ne, na dan. To je en tipičen primer enega kadilca, ne, ki skadi pol škatlice cigaretov na dan, 2 evra približno pride, ne, vem, ker sem nekoč kadila, ne. Pa ta človek ne samo, da zapravlja ta 2 evra, potencialno teh 23.000 pa nekaj, s katerimi bi lahko financiral, pa rečemo temu, celotno študijsko življenje svojega otroka, ne, zapravlja tudi svoje življenje, povečuje medicinske stroške, ne. In skratka, vrže zaradi tega, ker se je postavil neko, bom rekla, napačno prioriteto v določenem svojem življenjskem obdobju, svoje življenje stran pa še kaj denarja zraven, ne. Tako da predvsem je pomembno, da postavimo prioriteto. Odločimo se, kaj je tisto, kar je za nas pomembno, kar je pomembno za otroke, kar je pomembno za družino, kaj bomo v prihodnosti potrebovali, ne glejmo samo na danes, ne, ni danes to, kar bomo živeli čez nekaj let. Ne gremo tudi samo za 1 leto, pogledamo prihodnost, pa si splaniramo, pa ne v celoti, vse ničkeno splaniramo svoje življenje. To je odličen zaključek, se mi zdi. Tako da najlepša hvala, da ste bili z nami. Hvala, gospa Brenko, z vami se bomo že pogovarjati. Spoštovani gledalci, hvala, da ste bili z nami. Vidimo se čez približno 14 dni, takrat bomo imeli zopet zelo vročo temo in sicer kako zaslužiti 100, 200, 500 tisoč dodatnih evrov. In to je naša naslovnica naslednje številke, majske. Tako da, če še niste na naš naročnik, postanite naročnik na www.mojefinance.si. Všečkajte tudi naš Facebook Moje finance. Hvala, se vidimo še 14 dni.